Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Naš Ivan Simič danes praznuje. Naš stalni komentator, eden največjih, če ne celo največji davčni strokovnjak pri nas, kleni Prekmurec, po srcu pa pristna Dobričina, Ivan Simič, danes praznuje 60 let. Dragi Ivan, v imenu celotne ekipe ti želim vse najboljše in kličem še na mnoga leta. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kako nevarna je Slovenija, kdo nas bolj ogroža, nezakoniti migranti ali oblastni politikanti. Kako se Slovenija spopada z varnostnimi grožnjami in kako se politika vmešava v delo varnostno-obveščevalnih služb, se bomo pogovarjali z dvema eminentnima gostoma. Bivšim direktorjem Sove, gospodom Andrejem Rupnikom in bivšim direktorjem obveščevalno-varnostne službe, gospodom Boštjanom Pernetom. Toplo pozdravljeno. Pozdravljeni. Evo, gospoda, za začetek eno lažje vprašanje, toliko, da se malo ogrejemo. Na začetku, ko je bila uvedena šengenska meja na naši južni meji, smo se navadni ljudje pritoževali zaradi te poostrene mejne kontrole, nam je šlo to na živce. Zdaj, nekaj let zatem pa se nam zdi, da ta meja preveč prepustna. Kako vidva to komentirate? Z mejo je tako, ena od redkih pridobitev, ki jih ljudje lahko v bistvu neposredno zaznajo po vstopu v Evropsko unijo, sta evro pa prost prehod na mejah znotraj Evropske unije. Seveda so se pa s tem spremenile zadeve, Slovenci smo bili vajeni prosto potovati tudi proti jugu, kar se je seveda zdaj znatno spremenilo. Celotno zgodbo okrog meje pa seveda ta relativno slabo kontroliran migracijski val iz leta 2015, potem v letu 2016 radikalno spremenil. In v bistvu to, kar zdaj zaznavamo kot problem, je povezano predvsem z velikim porastom irregularnih migracij preko slovenskega ozemlja. Ja, ker Schengen, torej proti Hrvatom, torej zunanja meja, kjer Slovenija zagotavlja, da se Schengen spoštuje, je očitno ratal toliko porozen, da Avstrijci v ta Schengen ne verjamejo več. Zaradi tega vidite, da zdaj po pol leta podaljšujejo mejno kontrolo pri nas na severni meji. Zdaj, koliko je to upravičeno, verjetno so tudi notranje politični razlogi za to, ampak še vedno mislim, da prevladujejo pa varnostni problemi, torej nenadzorovane migracije. A se gospod Perne, to nezaupanje zdaj seli še na našo zahodno mejo? Govorimo namreč o tem, kar je v teh dneh zunanji minister Cerar objavil, namreč, da bomo šli z Italijani v neke skupne patrulje na meji. Tukaj bi bil jaz majhen previden, ker ne vemo, kaj je v zadju. Lahko, da je bilo na mizi, kaj jaz vem, da so Italijani rekli, da bodo vzpostavili isto nadzor, kot kaj imajo Avstrijci, pa je potem prišlo do nekega kompromisa s skupnimi patruljami, ampak nekako se mi zdi, da te skupne patrulje, saj tako vtis dobivamo, niso bile dovolj dorečene, dobro premišljene, ker odziv javnosti je slab. Res pa je, da če bo šlo po taki metodi, kot smo imeli skupaj s Hrvati, ko smo patrulirali, pač te skupne patrulje vsakega nezakonitega migranta, ki ga zajamejo, enostavno predajo slovenskim oblastem in s tem imajo italijanske oblasti bistveno manj dela kot pa sicer. A bi bilo pa boljš, gospod Rupnik, da bi te skupne patrulje imeli na naši južni meji, pa nam naj pridejo Avstrijci pa Italijani pomagati, pa smo vsi skupaj v patruljah na južni meji. To je zanesljivo ena od posebej realnih opcij, ne vem, zakaj slovenska oblast na kaj podobnega ne pristane, ker so Avstrijci že pred časom ponudili, da bi skupaj s Slovenijo izvajali patruliranje na naših južnih mejah, torej na zunanji šengenski meji, ker Avstrija, ko je uvedla pač to kontrolo na šengenskih oziroma na notranjih mejah tega šengenskega prostora, bi to lahko naredila za neko določeno obdobje, ker je to izjema od pravila, ampak to obdobje je možno podaljševati na Avstrija, Nemčija pa ostale države to obdobje konstantno podaljšujejo.
Deloma je to seveda bilo povezano z nekimi avstrijskimi notranjimi političnimi razlogi, ampak v resnici lahko irregularen migracijski val zajeziš samo čim bliže pač njenemu izvoru. In balkanska pot z obema svojima rutama, torej centralna balkanska, pa potem v bistvu ta bliže jadranski obali, sta pač enostavno zdaj tisti, ki sta za dohod oziroma dostop do Evropske unije med najbolj obremenjenimi. Ne. Slovenija je imela v lanskem letu na tej balkanski ruti okrog nekaj več kot 10.000 irregularnih vstopov. Večino teh ljudi so seveda slovenski policisti, ker se je v postopkih ugotovili, da niso niti zainteresirani za mednarodno pravno zaščito, torej niso bili prosilci za azil. Ja. So jih tudi vrnili potem hrvaškim oblastem, nekateri so se potem kasneje spet pojavili na slovenski strani, pa so bili ponovno vrnjeni. Ampak ta številka, več kot 10.000, nas spominja na leta tam okrog 2000, ko smo imeli ravno tako visoke številke in takrat smo to ocenjevali v policiji kot alarmantno. Ne. Takrat je bil razlog teh migracij brezvizni režim, ki so ga imeli nekatere države, Irak pa Iran, za dostop v Bosno, in so ti ljudje prišli brez potrebne vize seveda v Bosno. So šli naprej. Naprej in se je takrat to uspelo zajeziti na ta način, da je Evropska unija zelo pritisnila na Bosno, da je takrat uvedla vize za te državljane. Potem smo imeli dolgo časa mir. V letu 2015 se je pa že na podatkih za 2014 kazalo, ne, predvsem za področje Srbije pa Makedonije, da so začele številke zelo rasti. Smer Grčija, Makedonija, naprej Srbija, Madžarska, ampak takrat seveda noben analitikov ni bil sposoben napovedati, da bo to dosegli take neslutene številke. Potem so bili znani ukrepi v 2016, ki so zajezili ta tok, vendar se je pa zadeva spremenila ponovno v lanskem letu, ko so začele številke tam nekje na začetku pomladi ponovno naraščati in so na koncu leta dosegli preko 10.000, zdaj imamo po 3 mesecih že tudi tam nekje 1500 irregularnih prihodov in če se bo tako nadaljevalo, bomo imeli leto še višjo številko kot lani. Jaz bi tlele opozoril še na eno stvar, ki je mogoče zanimiva, pa se tudi o njej ne govori dovolj. Skratka, letošnji trendi kažejo, lansko leto so prevladovali predvsem Pakistanci, ki so pač skupaj z Afganistanci, Iračani in ostalimi nekako tradicionalno prihajali po balkanski poti. Ampak letos so pa na prvih mestih, ne, predvsem Alžirci in Maročani, kar pa kaže, da so se te sredozemske poti, torej čez morje proti Italiji, so se zaprle, sporazum med Španijo in Marokom, torej vračanje v maroške luke, tako da pa Salvinijeva politika v Italiji verjetno. Tako, Italija ima letos samo 1000 migrantov je prejela po morju, kar je zanemarljiva številka na prejšnja leta, in očitno se je ta trend obrnil, tako da tudi Severnoafričani sedaj prihajajo proti Evropi po balkanski poti. Ja. Zdaj, ko ste rekli, gospod Rupnik, lani spomladi so začele številke naraščati, ne? Bi vam zdaj pokazal en tweet, ki pade lani v lanski poletni čas, namreč sedanjega svetovalca premierja za državno varnost, gospoda Črnčeca. Ne? Nezakoniti migranti, ki dnevno vdirajo v Slovenijo, so velik varnostni problem, so organizirani nasilni kriminalci, seboj prinašajo neznane viroze, garje in podobne bolezni, počasi spreminjajo slovenske varnostne razmere v negativno smer, nujno je odločno in jasno ukrepanje. Ne? Zdaj, gospod Črnčec je bil tako direktor Sove kot direktor OVSA, zdaj je svetovalec premierja za nacionalno varnost, ampak zdaj po vajenem mnenju on drugače razmišlja, ali razmere niso tako alarmantne, kot so bile recimo lani poleti, ali zakaj gre, da zdaj recimo vsak poziv v to smer, da gre za resen, ali pa saj resnejši varnostni problem, je v določenem delu politike in medijev javnosti sprejet kot neko hujskaško pozivanje in pretiravanje. No, jaz verjamem, da gospod Črnčec bistveno drugače razmišlja, kot je razmišljal takrat. Verjetno je pa malenkost umilil svoj izrazoslovje, ker je s precej ostrimi besedami nastopil. Poglejte, varnost je v bistvu kategorija, ki se jo dojema na različne načine, predvsem objektivno, kar pokažejo neki statistični podatki, subjektivno gre pa za občutjenje tistih, ki v tem okolju živijo, in to smo že imeli priložnost videti po televiziji, različne intervjuje, po drugih medijih. Ljudje se dol pač enostavno ob tej južni meji ne počutijo varne. Ne? Torej njim lahko mi kakršnekoli statistike kažemo, pa tega seveda ne bodo akceptirali. Objektivno gledano pa stvar ni tako zelo kritična, je pa definitivno drugačna, kot bi bilo pričakovati. Tam nekje 100 do 200 na mesec bi bile mogoče v nekih
pogojih normalne številke. Zdaj imamo enostavno previsoko število. Poglejte, tudi če ti ljudje niso tako ekstremno nevarni, torej, da so storilci kaznivih dejanj med njimi kvečem izjema, ne pa pravilo, to izjemno bremeni v bistvu varnostni aparat. Mi imamo v Sloveniji pač neko omejeno število policistov, ki nosijo uniformo, mislim, da jih je tam okrog 5500 in če odštejemo policijski menedžment, imate zelo nizko število ljudi, ki delajo neposredno na terenu v operativi in od 5 operativcev v Sloveniji 2 delata samo na šengenski meji. To je ogromna potrošnja v bistvu žive sile, časa, denarja za to, da se v bistvu koliko uspešno kontrolira ta dotok regularnih migracij. Ko policija pravi, da problematiko obvladuje in gre do določene mere, je to seveda tudi verjetno, ker veliko večino teh ljudi, za katere se ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno pravno zaščito, torej da v nobenem primeru ne more pridobiti vize v slovenski državi, jih vračajo že na meji, nekatere pa potem kasneje v postopku. Gre enostavno za to, da ti ljudje množično zlorabljajo v bistvu vizni režim. In na kak način, če lahko pojasnite? Poglejte, zelo enostavno. Če nekdo v resnici beži pred neko nevarnostjo za življenje iz države, kjer je vojna ali pa neko politično preganjanje, po pravilih Evropske unije prvič, ko vstopi v katerokoli od varnih držav ali pa prvo varno državo Evropske unije, je to edina točka, na kateri lahko zaprosi za azil in v tej državi se mora postopek zaključiti. Ampak oni zlorabljajo stvar na ta način, da v neki državi na tej poti zaprosijo za azil, počakajo, da jih na mesto zapora spravijo v nek azilni center, kjer jih oskrbijo, čez nekaj dni pa nadaljujejo pot v drugo državo in prva stvar, ko pride do druge države, in tako verižno, dokler ne pridejo do neke ciljne države. Slovenija pa seveda za njih ni ciljna država. Je pa tukaj potrebno nekaj dodati. Tudi toliko prošenj za azil ni več vloženih v Sloveniji zaradi politike Nemčije. Torej, nekako v jeseni so pač Nemci nedvoumno povedali, da bodo vračali migrante. Ni več willkommen, vsi. Tako, in tudi, da bodo vračali tja, kjer so prvič zaprosili za azil v Evropski uniji. In tudi zaradi tega marsikdo danes proba... ne zaprositi v Sloveniji, da ga ne bi potem iz Nemčije vrnili v Slovenijo, če vas prav razumem. Tako. Kaj pa vi to pravite recimo na to? Zdaj, laik si predstavlja, ti prideš pač recimo na mejo in tam zaprosiš za azil. Če me recimo, sem nezakonit migrant, pač prebežnik, kakorkoli, me v Dravogradu nekje z grma ven potegnejo in jaz zaprosim za azil. Ni to tudi zloraba v bistvu azilnega postopka? Saj sem bil že v varni državi od južne meje vsaj do Dravograda. Zanesljivo, ampak pravila so taka. A se da kaj narediti proti temu? Da se narediti samo na en način. Če ta oseba že nekje v notranjosti zahteva, da se ga spravi v azilni postopek, je treba namestiti in potem sprožiti formalen postopek, ampak to ni v njihovem interesu, ker oni ne želijo pridobiti azila v Sloveniji, ampak želijo v bistvu potovati naprej. In je za njih to samo ena umestna postaja, zato ker številke tistih, ki so v resnici zaprosili azil od te mase 10 in več tisoč, je relativno nizka. Še nižje je pa število tistih, za katere se potem v postopku kasneje res izkazalo, da so upravičeni do azila. Če pa gledamo strukturo, so pa to po večini mladi moški iz različnega števila držav, katerih v bistvu ni vojne. V resnici gre za ekonomske migracije. Tako, pa tukaj, da se vrnemo mogoče malo nazaj, v tej strukturi mladih moških, tam od 17 do 25 recimo, pač so tudi nekatere skupine, vsaj Bosanci tako ugotavljajo, torej zasvojene z mamili, nekateri prenašajo bolezni in tako naprej. Tako da treba je, ne bi rekel tukaj se bati, ampak treba je pa biti le pazljiv, tudi s kom imamo opravka. Videli smo pri incidentu nekaj let nazaj, da lahko pride tudi do smrtnih žrtev pri nekoliko neprevidenemu postopanju policije. Zaradi tega je pozornost na mestu. Tudi, ko pogledamo recimo vlome v nekatere vikende, vidimo, da tudi vsi nimajo nekih namenov, da bi se asimilirali oziroma da bi pristopili ali da so na poti samo zaradi boljšega življenja, ker recimo razbijajo razpela in tako naprej. Tako da v tej skupini imamo zelo različne posameznike. Tako kot v vsaki skupini. Tako, ampak velika večina si želi enostavno samo boljšega življenja. So pa posamezniki, ki imajo pa tudi druge namene. Ampak treba je biti pa pri obravnavi teh posameznikov oziroma vseh teh ilegalnih migrantov previden in tako kot poziva policija. Takoj pozvati policijo, da jih pač zajame, izvede postopke in tako naprej. Drži pa tudi, da je nacionalna struktura teh ljudi bistveno drugačna, kot smo jih bili priča
konec 2015, začetek 2016, ko je bila približno tretjina ljudi iz območij, kjer so bila dejansko ogrožena njihova življenja. Je bila res vojna, ne? Ja. Definitivno, in to so bili zelo pogosto tudi, so bile to družine z majhnimi otroki. Tukaj okrog teh ni prav nobenega problema, ampak teh je danes v bistvu zelo malo. Ne. Večinoma so, kot smo prej rekli, relativno mladi moški, ki v bistvu nimajo nobenih socialnih zvez, niti ne med sabo, so zapustili pač čisto svoje okolje in gredo pač nekam za zahod, kjer si obetajo boljše življenje, kar je pa seveda spet v bistvu iluzija, ne. Ki lahko v neki skrajnosti vodi tudi do ekscesov, ki smo bili priča pred leti, in sicer do različnih oblik tega tako imenovanega homegrown terorizma v nekaterih zahodnoevropskih državah, ker ti ljudje enostavno, ko pridejo v to namembno državo, niso tretirani enako kot to. Ja, in se tiste njihove predstave se jim ne izpolnijo, ne? Gredo v geto, ne dobijo službe, so v nekih kriminogenih okoljih, kar generira nezadovoljstvo, konflikt z lokalnim prebivalstvom in seveda to potem generira tudi lahko skrajni meji nasilna dejanja. Si bomo na tej točki vzeli en krajši premor. Po oglasih se naša dva gosta vrneta in nadaljujemo s komentiranjem nezakonitih migracij in varovanja južne meje. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno gospod Andrej Rupnik, bivši direktor Sove, in gospod Boštjan Perne, bivši direktor obveščevalno-varnostne službe. Gospoda, ali bi, če bi na naši južni meji bila katera druga država, ali pa če ne bi imeli teh odprtih vprašanj s Hrvaško, ki jih imamo, lažje ščitili to južno oziroma šengensko mejo? To je vprašanje, ne? Če bi bili Madžare, pol ne bi imeli problema. Ja, recimo, noben sploh čez ne bi prišel. Za Hrvate je pa tako, ne? V preteklosti so bili predvsej nekooperativni, vendar se pa Hrvaška zdaj intenzivno pripravlja na zaključek šengenske evalvacije, ki je za njih strateško pomembna stvar, ne? In zdaj so bolj kooperativni, skušajo več delati, so tudi bolj agresivni, kar smo videli v medijih, in slovenska policija pravi, da s Hrvati relativno dobro sodelujo, ampak očitno imajo tudi Hrvati pač probleme te poroznosti, ker je to relativno država z relativno velike meje, ki jo je težko kontrolirati, in slovenska meja, ki mislim, da sta šengenska meja okrog 700 km, je ravno tako precej problematična za kontrolo. Namreč, če hočeš to učinkovito pokrivati, moraš kombinirati različne dejavnike, ne? Ključen dejavnik pri celi stvari so ljudje, ne? In če upoštevamo, da ima slovenska policija tam nekje ob optimalni prerazporeditvi ljudi na šengensko mejo lahko tam od 2400 do 2600 policistov, ne? Se to pozna najprej v notranjosti, ker ni policistov za ostale naloge, recimo za promet, javni red in tako naprej. Ti ostali pa seveda pretežno patruljirajo po meji, kar je seveda tudi obremenitev. Več kot toliko ljudi ne moreš pričakovati. Zato so tukaj vrzeli, ki jih lahko migranti izkoriščajo. Deloma se stvar korigira z tem, čemu rečejo tehnične ovire, torej različne meje, različne variante teh ograj. Da se pa seveda zadevo še na nekatere druge stvari korigirati, ampak imamo v Sloveniji tako kot celi probleme, ne? Mi lahko slovensko vojsko pošiljamo recimo na Kosovo in to velike kontingente, da tam pomagajo varovati demokracijo. V Sloveniji imamo pa problem angažirati slovensko vojsko za patruljiranje na meji, kar je definitivno ena od ključnih stvari, ki jo vojske posod po svetu delajo, torej patruljirajo na nekem ozemlju, izvidujejo, in v tem primeru, ko bi vojska pač naletela na te irregularne migrante, vse, kar se od njih pričakuje, je, da jih tam zadržijo in pokličejo policijske enote, da opravijo postopek. Gospod Perne, a bi mi lahko sploh, recimo, ne vem, kaj jaz vem, en bataljon, se pravi 1000 mož poslali na južno mejo, pa tri izmene, ne, 3x po 1000, 3000, imamo sploh toliko vojakov? Ne. Trenutno jaz mislim, da... Pa bi bilo dosti 1000, ne bi bilo verjetno, ne? Dobro, 1000 bi bilo kar nekaj v 3 rotacijah, recimo, da bi jih 3000, da ne izčrpaš ljudstvo popolnoma, ne? Glede na to, da so mišice, tako imenovane v prvi in 72. brigadi, jaz mislim, da zagotoviti 3000 teh mišic trenutno bi bilo zelo težko. Tudi ni potrebe. Ne, tudi
toliko velikega števila ni treba angažirati. Kaj pa recimo za nek omejen čas, da bi pač neki demonstracijsko nastopili? Ne? To lahko, ampak se mi zdi, da druge države dosti dajo na ta videz, no, lahko da se motim. Ampak... Vsekakor je vloga vojske bi bila lahko pri varovanju meje večja, ampak da se vrnemo mogoče še sam za trenutek nazaj na Hrvaško. Tlele se velikokrat se pozablja, da so te prekupčevalske poti, ki so zdaj zopet ponovno uporabljene, so bile v bistvu razvite ali pa vzpostavljene že med bosansko vojno, ko se je v Bosno prekupčevalo z vsem živim materialom. V bistvu so šle v drugo smer takrat. Tako, in tudi zdaj so se, tudi nekateri tihotapci, ki so že opustili svoj posel, so začeli zaradi donosnosti posla. Tako da Hrvatje ne samo, da imajo izjemno kompleksno majo, ker jo je težko obvladovati, ampak je tudi dovolj prestreljena s temi starimi tihotapskimi poti. Tako da Hrvatje nimajo lahkega dela. Pa ne, da bi jih zagovarjal, ampak velikrat pa tudi, veste, tudi oni obupujejo. Če ste videli tiste posnetke nevladnikov, iste ljudi v Bosno vračajo po večkrat. In tako Sisyfovo delo verjetno tudi Hrvatom ne paše. Kako vidva recimo kot varnostna strokovnjaka, bivša direktorja obveščevalnih služb, komentirata to, kar počne recimo pravno-informacijski center recimo v Bosni, kjer pač v bistvu obvešča te ljudi, na kak način se učinkovito izogniti mejni kontroli v Sloveniji in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Zdaj vemo pač, državno tožilstvo je zavrnilo možnost upeljave kakršnega koli postopka proti njim, ampak vseeno tukaj so mešani občutki, ko to slišimo. Po mojem mnenju, veste, to je kompletno širše treba gledati problem. Torej, ladje, ki so direktno iz libijske obale, torej iz njihovih ozemeljskih voda, vodile ilegalne migrante v Italijo predvsem, so zdaj zaustavljene. In tukaj vse to je bil en del tak širši načrt nevladnikov, ki so na ta način želeli kao pomagati ilegalnim migrantom. Pri nas se pa zdaj z določenimi nevladniki dogaja podobno. To, da so že v Bosni dobili navodila, kako čez mejo in kako tukaj potem speljati postopke naprej, to je, po mojem mnenju, bi to naša država morala preprečiti. Jaz tudi mislim, da gre za neko skrajnost, ki je tako ilegalna, kot se pravi nezakonita, kot tudi nelegitimna. Razumel bi, če bi te nevladne organizacije pomagale ljudem, ki dejansko bežijo pred vojno, ne pa ekonomskim migrantom. To bi do neke mere še lahko sprejel, medtem ko to, kar se pa zdaj dogaja in se dogaja tudi seveda na tem zahodno-mediteranskem delu, po srednjem mediteranskem delu, da so cele ladje v bistvu bile angažirane za te prevoze, pa so zdaj uspeli na tisti strani ustaviti, zdaj se to pri nas dogaja. Jaz bi to preganjal brez debate. Točno tako, to se strinjam absolutno. Verjetno bi bilo, mislim, na nek način zelo slabo ali pa zelo grozno, če bi te 3-4, ki so tega nesrečnega gospoda pač ugrabili in ga tam prtljažniki vozili po Sloveniji, če bi se zdaj izkazalo v postopku usojeno proti njim, v bistvu, da so tudi oni šli čez ta proces pica ali pa da jih ima pic na kakšnem seznamu ljudi, s katerimi so oni komunicirali. To je zdaj vprašanje. Jaz mislim, da organi pregona do določene mere lahko to ugotovijo, če so dostopni določeni podatki, ki generirajo elektronski sistemi, če so imeli telefone pri sebi, ker vse ostalo je podvisno od tega, kaj bodo oni v teh postopkih izpovedali. Drugače pa to je ena od teh skrajnosti. Dobro, to je bil do zdaj edini primer v Sloveniji, ampak ni pa nujno, da česa podobnega ne bomo več videli. Ne vemo, če je zadnji. Ne vemo, če je zadnji. In je treba te stvari skrajno resnostjo imati. In v okolju, kjer se je to zgodilo, je to nekaj, kar je popolnoma alarmantnega. Tega ljudje ne morejo in seveda tudi niso pripravljeni akceptirati. In tisti, ki tega ne razume, se po mojem ne more baviti z varnostnimi vprašanji. Vse to sem hotel vas zdaj vprašati. Zdaj pravi, mi na nek način moramo iz objektivnih razlogov ukrepiti to varovanje južne meje. Tu je verjetno več načinov. Zdaj ravno danes je Ministrstvo za javno upravo objavilo javno naročilo za 40 km ograje. Zdaj prvo vprašanje bo, ali nas bo teh 40 km ograje rešilo, verjetno ne. Kaj so še druge, recimo, tehnične možnosti in druge, ki jih z našimi omejenimi resursi lahko uporabimo ali pa bi lahko uporabili, pa jih ta hip ne? Torej, 40 km ograje ni veliko, je pa več, kot je sedaj. Zdaj, ograja je elegantna zaradi tega, ker preprečuje vstop pač ilegalnim migrantom in če ne morejo vstopiti v državo, tudi ne morejo izkoristiti azilnega postopka in tako naprej. Tako da te tehnične ovire oziroma ograja v
v prostoru pride prav. Ne. Imamo pa recimo snežniške gozdove, kjer, ali pa tudi drug potek meje zelo neugoden, kjer bi ograjo zelo težko postavili. Tako da na vsak način bo treba kombinirati ljudstvo s tehniko, ampak vsaka, zdaj pravijo, ovira, ne, vsaka ovira mora biti varovana, torej za vsako ograjo morajo stati ljudje. Tako da mi lahko zmanjšamo nekoliko prisotnost policistov in vojakov na meji s tehničnimi sredstvi, še vedno bodo pa mogli biti prisotni. Ne. Tako da jaz problema v postavljanju dodatnih ovir, dodatne ograje, dodatnih tehničnih sredstev ne vidim. Jaz so mislim, da bi ljudi pomirali in da bi bilo dobro postaviti več teh tehničnih ovir pa tehničnih sredstev za nadzor. Jaz pa mislim, da bi bilo recimo najbolj učinkovito, ampak to je zelo težko narediti, ker gre za zelo kompleksna politična vprašanja, poskušati se ponotiti na ravni Evropske unije in šengenskega prostora, da se organizira ta prva linija obrambe proti regularnim migracijam čim bliže tem regularnim migracijam. V organizaciji, za katero delam, organiziramo tako imenovane skupne operacije na ozemlju Albanije in Črne Gore. Že v lanskem letu smo to naredili, v letošnjem letu to ponovno delamo, in sicer se v take operacije skoncentrira mnoštvo strokovnjakov iz regije in iz nekaterih evropskih držav s tehnologijo, torej z vsemi možnimi tehničnimi napravami, vključno z droni, kjer se v bistvu lokalni policiji pokaže, kako se v bistvu čim bolj učinkovito zoperstavi temu problemu. Ne? In naša filozofija je, čim bliže izvoru problema je treba stvari zajeziti. Ker s tem, kar mi počnemo zdaj v Sloveniji, ne, v prvi meri v bistvu gradimo življenje sebe. Ne? Če moramo v bistvu dosledno izvajati mejno kontrolo v času turistične sezone na meji s Hrvaško in vsakega kontrolirati, kar prej seveda po predpisih EU ni bilo potrebno, torej po šengenskem zakoniku, kreiramo kolone seb, kreiramo nezadovoljstvo na svojem lastnem ozemlju. Če postavljamo ograje, grenimo življenje Slovencem, ki tam živijo v tistem območju. Ne. Že sama ograja ima pač nek določen psihološki negativni učinek. Zato jaz prisegam na to, da bi bilo treba čim več politično delati na nivoju Evropske unije, na ta način, da se Frontexu razširijo določene pooblastila in da se mednarodne policijske sile osredotočijo v tisto prvo linijo obrambe proti migracijam. Jaz se s tem absolutno strinjam. Jaz mislim, da je to za nas vrhunska rešitev, ki pa neizvedljiva. Ker neizvedljiva bi bila tudi, če je bila izjemno učinkovita. Recimo, da postavimo na makedonsko-grško mejo pa albansko-grško mejo res učinkovit sistem, ki ne bo prepuščal ilegalnih migracij. Boštjan, dol v Makedoniji je že tak sistem in relativno dobro deluje. Problem je v tem, da se je ta začetna balkanska ruta, ki je potekala iz Grčije preko Makedonije, pa potem Srbije in Madžarske naprej proti zahodu, najprej, ko so Madžari zaprli mejo tam v letu 2015, preusmerila potem iz Srbije na Hrvaško in v Slovenijo. Makedonija je potem tudi s pomočjo Evropske unije začela to problematiko relativno dobro kontrolirati, ampak se potem pojavila nova diverzija te balkanske rute, ki poteka zdaj Grčija, Albanija, Črna Gora, Bosna, Hrvaška, Slovenija. Veš, Andrej, hotel sem povedati to, ne, da če bi Grčijo neprodušno zaprli, je to nevzdržno za Grčijo. Ne, se v Grčiji tega ne moš narediti. Ja, seveda, ne. Na balkanski ruti čim bliže dol, v bistvu pa na grški meji, definitivno. Ja, ampak Grčija... recimo do takrat, ko bi to bilo, recimo, ne, to ne zadeva samo Slovenije, kot ste rekli, to bi rabili nek širši dogovor na evropski ravni, vprašanje, če bo do njega prišlo. Ampak recimo droni, ne, vi, gospod Rupnik, ste omenili drone. Zakaj recimo, gospod Prne, v Sloveniji dronov ne uporabljamo za nadzor južne meje? Vidite, to je pa tretji problem. Torej, ni samo vlada kriva vsega, ne, čeprav se vlado krivi, ampak tukaj imamo tudi res meni nepredstavljive neke zakonske zadržke. Zdaj že je leto in pol Ustavno sodišče premišljuje oziroma ugotavlja, ali je člen, ki ureja uporabo dronov v skladu z ustavo na pobudo informacijske pooblaščenke, leto in pol to razpravlja. Vse evropske policije, ki jih jaz poznam, drone uporabljajo pri svojem delu. Se pravi, če razpravljaš, slovenska policija niti ne sme ta hip uporabljati drone. Ja, po tistem členu, kakor so oni predlagali, ne, ker je pač informacijska pooblaščenka ocenila, da je uporaba drona preširoko zapisana, sedaj je pa kompletno, kolikor je meni znano, je kompletno izvajanje nadzora z droni zaustavljeno in to je pa res smešno. No. Gospod Rupnik, smem vprašati, ko ste prej omenjali Črno Goro pa Albanijo, s katere države pa prihajajo ti droni, ki jih tam uporabljate? Ta, ki bo zdaj uporabljen v Črni Gori, prihaja iz Slovenije. V Sloveniji je na tem področju relativno veliko znanja.
celo slovenski proizvajalci te drone prodajajo tudi ameriški vojski, ne bom delal zdaj reklamo za te firme, ampak v Sloveniji je nekaj podjetij, ki delajo vrhunsko tehnologijo za nadzor, ne samo meje, tudi ostale oblike nadzora, ki vključujejo kvalitetne televizijske, infrardeče, potem radarske sisteme in seveda tudi letalnike. Zdaj za nadzor mejo seveda niso primerni ti droni, ki jih zdaj največkrat vidimo, torej ta helikopterski tip dronov, ampak letalniki, ki so v bistvu bolj avtonomni, ki lahko precej časa ostanejo v zraku in ki jih je mogoče sprogramirati, da ne gredo čez mejo v neko drugo državo, ampak da konstantno v miru in tišini, ker to so precej tihe naprave, nadzorujejo prostor. Če vi tja pošljete policijski helikopter, to je tako, kot da ste sireno vklopili, ga vsi vidijo, tako da helikopterji praktično, seveda, to se ljudje skrijejo, niso uporabni za te zadeve. Se pravi, tehnologijo uspešno izvažamo, manj uspešno je pa doma uporabljamo. Definitivno. In potem najdemo probleme tam, kjer jih pač ni. Jaz pravim tako, če zdaj informacijska pooblaščenka trdi, da tekst ni v redu, ker dejstvo je, da mora biti vsak poseg v zasebnost v zakonu zelo natančno popisan, da se pa napiše tekst, ki bo zadovoljil vse strani in se potem začne to uporabljati. To pa res ni raketna znanost. Še eno vprašanje imam, preden gremo na drug premor. Zdaj smo govorili malo o tehnologiji pa o tehniki, kaj pa recimo ljudstvo, živa sila? Koliko so recimo policisti po vajenem mnenju še motivirani za uspešno izvajanje mejnega nadzora? Recimo pokazali bomo eno njihovo javno izjavo, ki so jo dali na Twitterju. Namreč v tej svoji izjavi, v tem svojem tweetu pravijo, da pač je predsednik vlade pri odzivu na ugrabitev pozabil, da je policistom takoj vzel 3 milijone evrov. Če vlada na takšen subtilen način prevara policiste, se upravičeno sprašujemo, koliko fig v žepu imajo pri dajanju zagotovil in obljub svojim državljanom. To so precej ostre besede, dobro, nekaj je tudi sindikalni boj, ampak vseeno se ljudje vprašamo zdaj, a so naši policisti, upoštevajoč vse, se pravi, plačni položaj, pogoje dela in opremo, sploh še motivirani in dovolj, bi rekel, usposobljeni za to, da bi lahko učinkovito izvajali ta mejni nadzor? Zdaj, plače sigurno niso nekaj, kar bi zelo stimulativno vplivalo na njih. Strinjam se z vami, da ta diskusija okrog tega, koliko je vlada denarja pobrala ali pa ni pobrala, je stvar pač nekega sindikalnega boja, ki mu gre verjeti ali pa tudi ne nujno. Vendar pa, pogledajte, tudi če ljudi ne vem kako dobro plačaš, pa daš nek dodatek za povečan obseg dela, enostavno doživijo v bistvu nek krah sistema, zato ker enostavno človek več kot to kur ne more delati. Veste, in če zdaj konstantno patroliraš po 12 ur ali pa delaš neke druge posle in si v bistvu relativno malo prosti, to tudi ne vpliva ravno najbolj pozitivno na ljudi. Mislim, navadna računica neke matematike, analitike pokaže, da za uspešno obvladovanje naše južne meje, ki je zdaj problematična, ni dovolj ljudi. Ja, jaz se tukaj strinjam, tudi sploh ne bi dvomil, tako kot ste vprašal, v usposobljenost. Usposobljeni so zanesljivo. Koliko so motivirani zdaj, če se mora še 250 km pripeljati na delo, potem verjetno ni toliko motiviran, kot če bi mu recimo poseben dodatek za delo v meji, če bi mu tam zrihtali bivanje in tako naprej. Tako da, seveda se da bolje stimulirati. Res pa je, da pač ta manjko v policiji smo podedovali iz finančne krize in morate pa vedeti, tako vojska kot policija se zdaj borita za kadre. In če sindikat trdi, da so samo 70 ali manj procentov popolnjeni, 30% kadra kar tako dobiti sedaj je nemogoče. V bistvu je nemogoče in tukaj tudi pričakovati neke super ukrepe strani vlade ne moremo, ker enostavno fantje mladi se raje kot za vojaški in policijski poklic odločajo, seveda, ker dobijo več denarja za manj dela. Si bomo vzeli še en krajši premor, po katerem se naša dva spoštovana gosta vrneta z zaključnimi komentarji. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Gospoda Rupnik Perne, ali je v nacionalnem interesu Slovenije, da Hrvaška čim prej vstopi v Schengen? V slovenskem dolgoročnem interesu, torej strateškem interesu je, da Hrvaška vstopi v Schengen, v kratkoročnem ne, ker še ni pripravljena na vstop in
v primeru, da bi Hrvaška zdaj relativno hitro vstopila v šengenski prostor, bomo mi potem na naši meji izvajali podobne ukrepe, kot jih zdaj Avstrijci na naši severni meji. In če bi Avstrijci v tem trenutku vprašali vse njihovo vladajočo garnituro, ali je v njihovem strateškem interesu, da je južna meja Schengena dol na slovensko-hrvaški meji, bi verjetno rekli, da ne, ker morajo zdaj izvajati pač ukrepe na svoji notranji meji. Gospod Perne? Torej, seveda, strokovnega vidika ali pa zaradi, kot smo prej govorili, zaradi poenostavitve, zaustavitve ilegalnih migracij bi bilo vsekakor dobro, da je Hrvaška vstopi v Schengen, ampak, tako kot je rekel kolega Andrej, najprej mora izpolnjevati vse pogoje, drugo pa na vso žalost, ampak vstop Hrvaške v Schengen je politično vprašanje. In dokler pač Hrvaška ne bo izpolnjevala ostalih obljub, jaz mislim, da ima slovenska politika vso pravico tudi vprašanje Schengena pogojevati z drugimi političnimi vprašanji. Razumem. Gospod Andrej Rupnik, gospod Boštjan Perne, najlepše hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil varnostno-obveščevalni 292. faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo ekskluzivno gostili župana Ilirske Bistrice, ki ga mečejo iz stranke Socialnih demokratov, Emila Rojca. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.